šlo ven, da naj bi se na skrivaj dobivali delovna skupina, ki se razmišlja o nadaljevanju postopkov, ki so jih se že prej izpostavljali prejšnje vlade, glede privatizacije Darsa. Kaj vi ocenjujete, kaj je tu najbolj spornega? Ja, v bistvu tudi razkritje, ki je bilo danes objavljeno v Mladini, smo si tudi v Združeni levici pozorno prebrali glede privatizacije Darsa in ocenjujemo, da je ta zadeva problematična iz vsaj 3 vidikov. Prva zadeva je to, da v bistvu vlada skupaj z Ministrstvom za finance in Slovenskim državnim holdingom ter novo pravo Darsa brez kakršnega koli soglasja državnega zbora že začenja postopke za privatizacijo Darsa, kar je v bistvu nezakonito, ker drugi odstavek 84. člena zakona o SDH jasno pravi, da je državni zbor tisti, ki lahko začne oziroma da zeleno luč za privatizacijo in nihče drug ne more tega narediti vlada kar na svojo pest. Zato na tej točki pozivamo oziroma zahtevamo od Ministrstva za finance in od vlade, da to nelegalno stanje nemudoma prekineta in pa da poiščeta odgovorne za to kršitev. Druga zadeva, ki je problematična, je ta, da bo z privatizacijo Darsa prikrajšan državni proračun. Namreč Dars vsako leto iz naslova cestnin zbere 350 milijonov evrov, nekako za servisiranje sprotnih obveznosti, za zaposlene in tako dalje pa porabi 150 milijonov evrov. Se pravi, je zelo dobičkonosna firma. Dobički se zdaj trenutno kratkoročno sicer stikajo za odplačevanje 2,5 milijardnega kredita, ki ga Dars ima, ampak glede na to, da so avtoceste zgrajene, si lahko pač po vseh projekcijah predstavljamo, da v naslednjih 30 letih bodo nekako prihodki te družbe ostali visoki, lahko bi se stikali v državni proračun, ampak če se ga zdaj proda, se bodo pa stikali v privatne žepe. In tretja zadeva, ki je prav tako pomembna, je pa to, da bomo s privatizacijo Darsa oškodovani davkoplačevalci, državljani. Namreč, recimo, če pogledamo izkušnjo iz Hrvaške, vidimo, da je s tem, ko je država tako imenovani istrski Y dala v koncesijo, privedla v stanje, ko državljani niso plačevali samo cestnin za uporabo avtocest, ampak so zraven v zadnjih 10 letih plačali še 1 milijardo kun skozi državni proračun za pokrivanje izgub tistemu koncesionarju, ker je pač bila taka pogodba z državo. Zdaj na Hrvaškem država načrtuje, da bo v koncesijo oziroma prodala pač še ostalih 85% avtocest, pri čimer je naredila zaradi te izkušnje na množičen odpor javnosti in sicer so zbrali že 487 tisoč podpisov za sklic referenduma proti prodaji avtocest. Tako da mogoče bi se lahko v zadevi Dars pogledali, pač, kako te stvari funkcionirajo čez mejo in pač se odločili, da se podobni škandali pri nas ne ponovijo. Ko je bila prva ideja v bistvu o privatizaciji Darsa, so takrat sicer minister Ševačič opozarjali, da seveda ne bi bil oškodovan proračun, da bi koncesionar seveda moral plačevati v proračun koncesijo. Poleg tega naj bi nekako regulirali cene cestnin strani države in pa seveda lastništvo avtocest ohranila država. Je tudi to sporno oziroma ali se vas zdi sploh realno? To najbrž ni realno, ker koncesionarju oziroma tistemu, ki bo kupil avtoceste, pač so v interesu čim večji dobički in zdaj, kot vidimo, je v privatizacijo v Sloveniji že vpletena družba Morgan Chase in delovna skupina, kolikor pač poročila iz Mladine držijo, dela predvsem na tem, da bi ločila nedonosne dele družbe od visokodonosnih delov družbe, pri čemer bi pač s prvim bi premenila državo in državljane, drugo bi pa pač za visokodonosne dele bi pa pač predala zasebnikom. Hvala.